Našel sem avtomobil, ki bo všeč v bistvu skoraj vsem, predvsem pa tistim, ki kupujete nesmiselne križance, malo zaradi višjega sedenja in malo zaradi štirikolesnega pogona, ki ga potem večina itak ne izbere, ali pa ga nikoli ne potrebuje. Ali pa družinam, ki kupujete enoprostornike z ogromno prostora nad glavami, ki ga v večini primerov ne potrebujete. Škoda Octavia kombi ima veliko prostora in zelo uporaben prtljažnik, ampak tale je Scout. Tale prtljažnik je med najbolj prostornimi v svojem segmentu in po prostornini prekaša večino prtljažnikov v enoprostornikih. Če pa ne po številkah, pa po uporabnosti, ker je dolg in širok, tudi če ni tako visok. Pa še tole ima, lahko kakšno stvar skrijete, da mularija ne teži. Tudi na zadnjih sedežih je prostora ogromno. Ok, če imate 3 otroke, potem potrebujete 3 ločene sedeže za 3 otroške stole in to imajo seveda samo enoprostorniki, ampak ljudje jih kupujete že takrat, ko kupite novega psa. Tudi tukaj je prostora več kot dovolj. Takšna Octavia je sploh super zaradi voznih lastnosti. Križanci in športni terenci so precej nerodni, bolj se nagibajo, z občutkom na volanu si lahko toliko pomagam kot z branjem Braillove pisave. Skratka, njihova zasnova je njihov največji hendikep. Vozniško so dokaj slabi. Tudi preglednost ni najboljša, običajno zaradi širokih stebričkov in majhnih stekel, da je zunanja podoba čim bolj agresivna. So pa višji in se vanje seveda lažje vstopa. Če imate slabo kolena in glede na število križancev pri nas je veliko kupcev s slabimi koleni, potem je to seveda pomembno. Tudi Scout je za 3 cm bolj oddaljen od tal kot pa običajna Octavia, zato se vanj lažje zleze. Ni pa vozniško nič slabši. Pa še 4-kolesni pogon ima, takšnega, ki se vključi samo po potrebi, zato je Scout varčen, vseeno pa je zelo sposoben, ko je treba premagati kakšen slab makadam ali pa se takole voziti po snegu. V bistvu zmore še precej več, ampak ga najbrž prav pogosto ne boste obremenjevali. Tudi ta 2-litrski motor s 110 kW je povsem dovolj zmogljiv. Pri 1500 vrtljajih sicer malce TDI-evsko cukne, potem pa lepo zvezno teče, porabi pa med 6 in 7 litrov, se mi zdi čisto v redu. Samo 2 napaki sem našel pri Scoutu. Malenkost je pretrt, mene sicer ne moti, bo pa morda koga, ki išče zelo udoben avtomobil, no je pa vseeno bolj udoben od večine križancev. Druga zadeva pa je tale zaslon, ki v mrzlih dneh ne deluje dobro, neko svojo voljo po spreminjanju postaj ima, vsaj dokler se notranjost ne segreje na neko normalno temperaturo, potem dela dobro. Je že v prejšnji Octavii to počel. Sicer pa je tole okolje zelo prijetno, dobro izdelano, tale avtomobil pa ima še samodejno prilagodljive žaromete, ki svojo nalogo opravljajo z odliko. Tale stane dobrih 31 000 evrov, pa vem, da bi sam vzel vsaj še parkirno kamero. Ni malo, seveda, če gledam zgolj na številko, je pa malo v primerjavi s tem, kar ponuja in v primerjavi s tekmeci. Zato ne bodite presenečeni, da je ta avtomobil dobil eno najboljših ocen pri nas. Enostavno je odličen. Torej, če kupujete enoprostornika, križanca ali pa karavana, potem je tole tisto, kar vzemite.